Gremo na začetek. Jaz bom spremenil zaslonsko sliko. Ne bom več tako lep in tako velik, kot me zdaj vidite. Ampak bom zdaj tukaj šeral en ta svoj del, pa boste povedali, ali vidite ustavo. Se vidi? Tukaj so mi pritrdili, pri vas pa tudi. A je v redu? Se vidi, brat? Dobro. Fino. To je tako imenovano naravno pravo v slovenski ustavi. In drobna knjižica z bogato vsebino. No, in v današnjem času se človekove pravice pravzaprav so temeljni del vsake sodobne družbe. V Ustavi Republike Slovenije so opredeljene največ, kot smo že prej rekli, v 2. poglavju. In tukaj si bomo še enkrat zastavili vprašanje, ali so človekove pravice izražene le v 2. poglavju Ustave, ali pa jih najdemo tudi skozi celotno besedilo Ustave. Odgovor lahko najdemo tudi skozi prizmo tako imenovanega naravnega prava. In kdor, mislim, ko rečem naravno pravo, ok, naravno pravo, ampak bomo opisno povedali, kaj sploh naravno pravo je malo kasneje. To pravo se je razvilo v starem veku, potem pozitivno pravo. Veste, pozitivno pravo je intelektualno pravo, je pravo, ki je na sodiščih in z naravnim pravom in človekovimi pravicami nima nič, je bolj filozofske narave. Včasih ti tudi virtualno sodijo, pa če jih ni dokazal, to je ta pozitivno pravo. Ne vem, je pozitivno ali negativno, v redu. Ta se je razvil v srednjem veku in pa razvoj prava na splošno skozi različna zgodovinska obdobja. Temu bi jaz kar rekel na nek način splošni upravni postopek. Splošno pravo, a ne, za primerjavo. In skozi ta razvoj smo pridobili tudi človekove pravice, kot jih poznamo danes. Pri pregledu Ustave Republike Slovenije si bomo pomagali tudi z raznimi kategorizacijami človekovih pravic in pri tristopenskem razvoju pravic. Cilj naloge je ugotoviti, ali so se pravice prenesle iz poglavja o človekovih pravicah in lahko pravice zasledimo tudi v ostalih poglavjih Ustave. Ali je temu tako ali ni, bomo videli. Skozi pregled Ustave smo v ostalih členih zasledili nadgradnjo pravic prve in druge generacije. Za vse 3 generacije, ki sem jih zdaj omenil, katere so in kako so sestavljene, bomo povedali kasneje. Prav tako pa zasledimo tudi pravice nove generacije. Pravice nove generacije so pa zelo zanimive, tu šele postaja zanimivo. Nove generacije in 3. generacijo človekovih pravic v stopnji razvoja. To se pravi, v današnjem času, v današnjem svetu so temeljne človekove pravice in svoboščine temelj vsake demokratične ureditve. S tem se lahko po moje kar vsi strinjamo. Zato jih pojmujemo tudi kot univerzalni globalni pojav. Univerzalni glavni pojav, globalni. Človekove pravice niso samo zakonsko določene, ampak gre tu za odločitve, ki jih sprejemamo in sprejmemo na bazi vsakodnevnih odločitev in tudi za dogodke, ki smo jim priča vsak dan v naši družbi. So nenehni spremljevalec človeka in družbe. Skozi zgodovino pa smo priča pestremu razvoju človekovih pravic z začetki prav v naravnem pravu. Kasneje, po 2. svetovni vojni, se je koncept človekovih pravic začel uporabljati v globalnem pomenu. Najprej v lokalnem, malo tu, malo tam, malo to, ampak ker je bila pa svetovna vojna, so se potem lotili kar globalnega pomena. Pomembno vprašanje pa se postavlja, ali so človekove pravice skozi zgodovinski razvoj postale del sistema družbenih vrednot določene družbe, ali pa jih lahko dojemamo le kot seznam pravil, ki jih je potrebno upoštevati. Če so torej človekove pravice že del družbe, ali jih lahko dojemamo kot svetovni moralni sistem vrednot? Odgovore na ta vprašanja bomo iskali skozi današnjo razpravo in bomo skušali videti, da je to pripeljalo do razvoja človekovih pravic in skozi analizo Ustave Republike Slovenije.
To se pravi, avtorji, ki jih bom tukaj imenoval, imajo zelo raznolika mnenja glede izvora in udejanjanja pravic. V skoraj vseh družbah pa obstaja ideja, da imajo vsi ljudje enake in neodtujljive pravice, ki pa so določene s strani države. Določeno družbo skupaj drži zaveza k enakopravnosti ljudi in avtonomija. V družbi, ki ima vzpostavljen sistem človekovih pravic, določena vedenja niso dovoljena. Kakšno vedenje je v družbi sprejemljivo, se je skozi stoletja spreminjalo in še danes lahko opazimo različna mnenja o tem, kaj spada pod pravice človeka kot individuuma in kakšen je odnos države do posameznika in njegovih pravic. To se lahko najbolj izraža skozi družbeno ureditev. No, glejte, v Sloveniji smo bili priča pomembni spremembi sistema, ko smo oblikovali samostojno državo. In jasno, posledično smo dobili tudi novo ustavo. V ustavo smo umestili tudi posebno poglavje o človekovih pravicah. Danes pa se ne bomo ukvarjali samo s pregledom prava, z razvojem prava od naravnega do pozitivnega in človekovih pravic z drugim poglavjem Republike Slovenije, pač pa tudi o svoboščinah in bomo šli tudi preko tega in bomo poiskali pravice izven teh poglavij o človekovih pravicah v celotni ustavi, kako so povezane in kje so še pritaknjene zraven v pozitivno pravo. S tem bi želeli pokazati, da so človekove pravice prepletene skozi celotno slovensko ustavo in so torej del ne samo zakonodaje, pač pa tudi slovenske družbe. Problem nastane, ker človekove pravice so neodtujljivi del vsakega človeka, problem pa nastane, ko pozitivno pravo te pravice z zakonom omeji in čeprav je človekova pravica absolutna, tudi hkrati ni absolutna. Tukaj pa nastane problem. Ok. Če gremo zdaj tukaj še eno prosojnico, evo takole, uvod in zdaj namen današnje razprave je pravzaprav pokazati, da so človekove pravice že vkorporirani koncept v državi Republike Slovenije in da so del našega vsakdanjega življenja. Za ustavo vemo, da je najvišji pravni akt v državi in želimo tukaj danes dokazati, ali lahko v slovenski ustavi zasledimo elemente naravnega prava tudi zunaj človekovih pravic. Ok, vprašanje, na katerega bomo iskali danes odgovor v tem delu, se glasi, v katerih členih v ustavi Republike Slovenije lahko najdemo naravne elemente, poleg poglavja o človekovih pravicah. Torej, kateri so tisti členi v ustavi, ki jih lahko zase kot človek uveljavljamo in kateri so elementi pravic, ki so še v drugih členih skozi ustavo narejeni. Ok. Takole, pa poglejmo. Najprej, kaj je naravno pravo? Glejte, naravno pravo je pravo, ki temelji, dobro si je to zapomniti, zato ko bomo rekli besedo naravno pravo, da boste vedno imeli to celostno sliko, kaj je naravno pravo. Naravno pravo je pravo, ki temelji na absolutnem viru, ki je naraven. Iz tega lahko potem sklepamo, da je naravno pravo večno veljavno in nespremenljivo. Naravno pravo je pravo, ki je nujno potrebno za družbo, saj se skozi naravno pravo utemeljuje moralno in družbeno delovanje. Pravo v svoji osnovi delimo na naravno pravo, ki ima svoje izvore že v antiki, in na pozitivno pravo, ki je nastalo kasneje in se opira na že oblikovane zakone s strani obstoječe oblasti. Naravno pravo zaznamuje to, da je večno in nespremenljivo in je nadrejeno pozitivnemu pravu. Prav tako pa je vsebinsko merilo pozitivnega prava.
Pozitivno pravo je itak posledica naravnega prava. Torej, če so pozitivno pravni elementi v nasprotju z naravnimi, jih naravno pravo v celoti izniči. Naravno pravo tako lahko razdelimo na antično naravno pravo misel, scholastično naravno pravno misel in racionalistično naravno pravo. Pomeni na 3 različne elemente in gremo tako lepo po vrsti. Najprej se pravi analitična naravnopravna misel. Analitična naravnopravna misel vidi temelj v razumu in v naravi. A se spomnite našega člena, ki reče naravni zakon in matematična logika? Tega dvojega ne moreš spremeniti. Razum in narava, slednja pa izvirata iz nekega absolutnega vira. Človek tako s pomočjo svoje pameti, svojega razuma utemeljuje naravne zakone. Eden večjih antičnih mislecev je bil Aristotel, ki v svoje misli gradi na tem, da je narava popolna forma stvarnosti in da je posledično naravno stanje najboljše stanje. V naravi ima tako vsaka stvar oziroma vsako bitje svoj določen cilj in namen. V družbi, kot jo opisuje Aristotel, lahko zasledimo družbeno-politično pravo, ki se deli na naravno in pozitivno pravo. Razlikovanje med njima nastane šele, ko se pravo utemelji z zakonom. Takrat, ko daš zakon, se marsikaj spremeni. Ljudje grejo na ulico in protestirajo. Ok, naravno pravo kot tako samo naravno pravo nima oblike in ga je potrebno konkretizirati z določenimi elementi. Za naravno pravo rabiš čas, prostor in ljudi, da se sploh izvaja. Z oblikovanjem naravnega prava tako omogočimo družbam, da življenje poteka recimo po našem občutju in logiki normalno. Recimo stara normalnost temu, ker zdaj se marsikaj dogaja. Aristotelovo misel je zaznamoval tudi nauk o pravičnosti, kjer razlikuje med 2 vrstama pravičnosti. To se pravi, Aristotel je ločil med izravnalno pravičnostjo in pravičnost, ki označuje subjekte, ki so po naravi neenaki, medtem ko so pred zakonom drug drugemu enaki. Torej, interes posameznika je bil v skladu z interesom celotne skupnosti. To je pod točko številka 1. Gremo obdelati točko številko 2, scholastično misel. Srednji vek je najbolj zaznamovala scholastična misel Tomaža Akvinskega, ki se je med drugim ukvarjal tudi z naravnopravno mislijo. Izhajajo iz tega, da ne obstaja delitev na bit in vrednoto, temveč se že v začetku samega obstoja vrednota, ki jo določa bit. Razumskost je tako pomemben element prava, ki ureja zakone v državi in tako pripomore k skupnemu dobremu v družbi. Akvinski razlikuje med večnim, to se pravi božjim naravnim pravom in posebnim pozitivnim božjim zakonom. Naravni zakon je delati dobro in se izogibati slabemu. Torej, prepoved ne ubijaj izhaja iz splošnega naravnega načela, da ljudje ne smemo povzročati zlo, medtem ko se opredelitev kazni za kršitev te prepovedi pozitivno pravo konkretizira glede na naravno pravo, da je potrebno zločine kaznovati. V tem obdobju torej še ne poznajo človekovih pravic kot pravic vsakega človeka, vendar se nanašajo te pravice le na ozek krog prebivalstva. Na plemstvo. Lahko so delali, kar so hoteli, so bili svobodni, so imeli vse človekove pravice, ostali pa pač malo manj, ne? Ampak to še ni bilo tako razdeljeno, jim je to bilo čisto naravno. Ok, točka 3, zelen napis na prosojnici, racionalistična misel. Gre za racionalistično naravno pravo, ki se je uveljavilo v 17. in 18. stoletju.
zdaj smo že bližji, prihajamo vse bližji sedanjemu času. Zaznamuje ga predvsem racionalistično pojmovanje znanosti, to se pravi samo pamet. Naravno pravo se sekularizira in vir prava postane zgolj in samo človeški razum. V 17. in 18. stoletju. Torej. Človekov razum s pomočjo opazovanja zunanjega dogajanja in interpretacije le tega neposredno ustvarja naravno pravo, je rekel Hugo Gross. On je predstavnik tako imenovane racionalistične šole naravnega prava in je utemeljil, da je naravno pravo na človekovi družbeni naravi in na človekovi sposobnosti, da ravna po načelih razuma. Človeka postavi v kontekst družbenega bitja, ki skrbi za skupnost in ima tako razumsko moč, da spoznava, kaj je zanj dobro in kaj zanj ni dobro. To, kar je v soglasju s človekovo razumsko naravo, Grotva označi kot naravno pravo. Prav tako je zanj naravno pravo nesprejemljivo in ga ne more spreminjati niti Bog. Vrhovno vodilo naravnega prava je pravičnost, ki je opredeljena kot pravično je, kar ni krivično. Krivično pa je vse, kar je v nasprotju z občestvom bitij, ki uporabljajo razum. Izmed vsega tega, kar sem naletel, je tako naravnega prava ne more spremeniti niti Bog, ker ga je ustvaril z namenom. V racionalistični šoli pa se je uveljavil tudi Kant, tega ne smemo spregledati, ki razločuje med pravno zakonodajo in naravno zakonodajo. Ne naravno, ampak naravno zakonodajo. Pravna zakonodaja ureja zunanje vedenje in ravnanje ljudi, medtem ko se naravna zakonodaja nanaša na človekovo notranje življenje in njegovo moralno delovanje, njegova narava, njegova bit. Kant, ki se v svojih delih ukvarja z naravnim pravom, je razvil tudi teorijo kategoričnega imperativa, kjer je središče človek kot naravna osebnost in ga pravo priznava in varuje s temeljnimi človekovimi pravicami. Se pravi, človekovo narav pravo priznava in varuje po Kantu. Po Kantu je tako ločeno naravno in pozitivno pravo, ki s tem pridobita svojo avtonomijo vsak zase. Pravi Kant, filozof, mislec, ki je ločil naravno pravo in pozitivno pravo in ga postavil vsakega na svoj stol. Celotno pravo je tako izkustveni pojav, ki temelji na človekovih razumskih in voljnih odločitvah. Ok, to so prve tri misli, analitična, scholastična, racionalistična, ki smo jih zdaj obdelali. Zdaj se pa preselimo v tako imenovano četrto točko, ki govori o družbeni pogodbi ali vijolični napis na naši prosojnici. No, v 18. stoletju se je z mislici, kot sta John Locke in Jean-Jacques Rousseau, zgodil razcvet na področju človekovih pravic. Predvsem z razvojem teorije o naravnih pravicah. V tem obdobju se je pojavila zahteva ljudstva, da oblast spoštuje pravice, ki so utemeljene v človekovi naravi. Tako je nastala ideja družbene pogodbe. Naslednji človek, ki se piše Hobbes, v svojih delih opisuje naravno stanje. Naravno stanje je stanje, v katerem ljudje živijo, preden dajo privoljenje, da jim vlada država. Okay? V tem stanju vlada negotovost in konflikt med posamezniki, zato se posamezniki odločijo podpisati družbeno pogodbo, s katero prenesejo svojo pravico do absolutne svobode na državo. S tem si tako posamezniki zagotovijo socialno stabilnost in pravico do zaščite strani države. Vam to preberem še enkrat, ali ste razumeli? To je stanje, v katerem živimo danes. Posameznik, ki svojega naravnega stanja ne preda v družbeno pogodbo,
ima težave. Kdor se pa strinja, pa kao država skrbi za njega, ampak izgubi vse človekove pravice, po domač povedan. Ok, za razliko od Hobbesa je tukaj še en mislec, ki se imenuje Locke. Naravnega stanja ne opiše kot slabega in brutalnega. Ljudje se zgolj odločijo vstopiti v družbeno pogodbo, saj jim ta prinaša boljše stanje kot naravno stanje. V naravnem stanju obstajajo naravni zakoni, ki nadzorujejo delovanje človeka. Ljudje torej podpišejo družbeno pogodbo in predajo del svoje suverenosti vladarju v zameno za zaščito lastnih pravic, ki so, dobro poslušajte, katere pravice predamo, ko državi rečemo za eno stvar da. Pravica do življenja, pazite, pravica do življenja, svobode in lastnine in dolžnost, da ne krši pravice drugih ljudi. Prav tako Locke pelje pravico do upora. Če vladar ne zaščiti pravic posameznikov, se lahko ljudstvo upre in zahteva odstop vladarja. Rousseau se v svojem delu opira na Hobbesovo delo in Lockeovo misel in se sprašuje o politiki, o posameznikovi svobodi in odnos med oblastjo in posameznikom. Po njegovo je posameznik prisiljen vstopiti v družbeno pogodbo, saj sam ne more izpolniti svojih interesov in potreb v okolju, v katerem živi in ki je narejeno za skupnost takšno, kot je. V urejeni skupnosti, po njegovem mnenju, se posameznik ne odreče svoji svobodi in zraven pridobi še zaščito države. Skozi skupnost se tako izraža kolektivni interes, ki se nato pretvori v zakone, katerim so podvrženi ljudje celotne skupnosti. Evo, tako smo obdelali družbeno pogodbo. Kaj pomeni, če si v družbeni pogodbi, si in, ampak predaš vse na državo, če pa nisi, si pa odpadnik in na robu nekje, ne vem kje. 5. točka z modrim napisom na prosojnici, pravni pozitivizem. Ok, pozitivna pravna teorija je nastala iz naravnega prava in preučuje pravo, ki dejansko obstaja ter je zapisana oziroma določena strani zakonov. Pozitivni pozitivizem je vseh 25.000 zakonov, ki so jih napisali in sprejeli v parlamentu. Ok, to je pa... Ok, naravni zakon je nekaj povsem drugega. Okay. V okviru pravnega pozitivizma se je pa razvilo več šol. To se pravi, pod to 5. točko so se razvile različne struje. Samo da vam omenim nekaj teh struj, kako so se borili za to, kdo bo boljši in kdo bo bolj pameten. Tako se je razvil zakonski pozitivizem. Zakonski pozitivizem opredeljuje pravo kot skupek pravil, pravnih pravil, ki jih oblikujejo in določajo oblastni državni organi. Prve zametke zakonskega pozitivizma najdemo že v rimskem pravu in so se ohranili do današnjih dni. Do nastanka moderne države je bil zakonski pozitivizem vodilna naravno-pravna teorija, ki je vplivala na nastanke in oblikovanje držav v 18. in 20. stoletju. Pravi, v 18. in 20. stoletju, kar se tiče pozitivnega prava, je prevladovalo tako imenovano rimsko pravo. Druga struja, ki se skozi pravni pozitivizem pojavi, je čista teorija prava. Hans Kelsen je oblikoval čisto teorijo prava v 19. stoletju in jo označujemo kot spoznavna teorija. V nasprotju z zakonskim pozitivizmom se želi čista teorija prava kot znanost distancirati od politike, morale in ideologije. V tej teoriji torej ni več prostora za vrednote, niti za dejstva in vsebino pravil, pravnih pravil. Poudarja le pomen pozitivnega prava, formalno zgradbo le-tega in povezave med njegovimi sestavinami. Naloga prava tako ni pojasniti pomen
pravnega pravila, temveč opisati vse možne pomene, ki jih ima pravno pravilo. To se pravi, to je tako imenovana filozofija prava, jaz tudi takole rečem. Potem se pojavi Hartova analitična teorija, še ena. Lionel Hart je zasnoval analitično teorijo prava in raziskuje temelje pozitivne pravne misli in je značilna za angleški prostor. Tukaj pa si je dobro zapomniti, da Hartovo teorijo prava lahko označimo kot splošno, pojasnjuje pravo kot celovito družbeno in politično institucijo v enem paketu, in deskriptivno, se pravi opisno. Teorija je moralno nevtralna in pravo vsebinsko ne opravičuje. Teorija izpostavlja tudi delitev na primarno in sekundarno pravilo prava, ki so značilna za moderno naravno pravo. Potem pa se postavi še pravni realizem kot določena struja v pravnem pozitivizmu. Pravni realizem pa se je razvil primarno v dveh prostorih, v Skandinaviji in v Ameriki. To se pravi, zdaj mogoče je dobro vedeti, ker pri nas je malo drug sistem kot ameriški. Glejte, se pravi, ameriški pravni realizem je nastal ob koncu 19. stoletja in kaj je značilno za ameriški pravni sistem? Da so zakonska pravila le vir prava. Se pravi, tebi pravo ne določa življenje, ampak zakonska pravila so samo vir, so tukaj in jih moraš uporabiti kot orodja. Pravi, ostro razlikujejo med papirnatimi in resničnimi pravili. Kar se v resnici zgodi, ni isto, kot je napisano na papirju, ampak papir je vodilo, da lažje raziščeš praktičen primer. Pravo je po tej logiki, torej dejanska resničnost in v ospredju so sodniki, ki so pravno ustvarjeni in odločajo v konkretnih pravnih primerih. Če gledate te ameriške sodnike, pa te razne oddaje na YouTubeu, vidite, da se vedno na koncu sodnik odloči, ko posluša, ampak v ozadju se pa sklicuje na orodja, ki so mu kot pravo na voljo. Pri nas se sklicujejo na črko, pa ne pogledajo, kaj je v ozadju, ampak je črka in čovmik in ni govora. To se pravi, blazna razlika. Kako je pa v Skandinaviji? Skandinavski realisti so prišli do podobnih zaključkov kot ameriški realisti. Pravo ne preučujemo metafizično, so rekli. Pravna pravila je potrebno dojemati kot zavezujoča in jih je potrebno tudi dejansko uporabljati. Ne samo o njih govoriti in soditi. V današnjem času, ko govorimo o človekovih pravicah, le te niso urejene samo v ustavah, marveč tudi v mednarodnih dokumentih, mednarodnih pogodbah in tako naprej. Sprejem mednarodnih paktov in s tem univerzalizacija človekovih pravic se je zgodila pravzaprav po drugi svetovni vojni, da bi preprečili nadaljnje kršenje človekovih pravic. Prav. Gremo na naslednjo prosojnico in bomo tukaj pogledali pregled, bomo naredili najpomembnejših zgodovinskih listin. Takole, lejte, jih bom jaz kar vse tukaj na prosojnico postavil, da jih boste imeli pred očmi. To so ključne listine. Prva, 1789, se pravi francoska skupščina. Deklaracija o pravicah človeka in državljana, ki je bila sprejeta 1789 v francoski skupščini in tukaj se začne pomemben premik, mejnik. Saj prvič razlikujejo med človekom in državljanom. Ta deklaracija je kasneje postala del francoske ustave. V njej so vsebovane naslednje pravice. Ljudje se rodijo in živijo svobodni ter enaki v pravicah. Družbene razlike smejo temeljiti samo na splošnem interesu. Cilj vsakega političnega združevanja je ohranitev naravnih in nezastarljivih človekovih pravic. Te pravice so svoboda, lastnina, varnost in upor proti zatiranju.
Načelo vse suverenosti izvira predvsem iz naroda, zato nobeno telo in noben posameznik ne more izvrševati oblasti, ki ne izhaja neposredno iz naroda. Svoboda je v tem, da lahko storiš vse, kar ne škoduje drugemu, in izvrševanje naravnih pravic vsakega človeka tedaj nima drugih omejitev kot onih, ki se zagotavljajo z drugim članom družbe, da uživajo enake pravice, in te meje sme določiti samo zakon. Državljani imajo pravico, da sami ali po svojih predstavnikih ugotavljajo potrebnost javnih dajatev. Družba ima pravico zahtevati obračun dela od vsakega javnega uslužbenca. Katero leto? 1789. Kaj piše? Družba ima pravico zahtevati od vsakega javnega uslužbenca. Kako bi to izgledalo pri nas? Moralo bi izgledati, ker imamo tudi to v ustavi. Družba, v kateri nista zajamčeni varstvo pravic in delitev oblasti, nima ustave. In še glede lastnine. Ker je lastnina nedotakljiva in sveta pravica, je ni mogoče nikomor odvzeti, razen če obstoji z zakonom določena javna potreba in to ob predhodni in pravični odškodnini. Ne morajo kar tako nekaj vzeti ali pa te zbrcati. Z vidika človekovih pravic, gremo dalje, je pomembna tudi Weimarska ustava iz leta 1919. Evo, to je ta drugi krogec, druga solzica človekove pravice, Weimarska ustava, v kateri so natančno določene tudi človekove pravice, predvsem družinske pravice. Glejte, kako se tukaj zdaj razvija. Zdaj tukaj z Weimarsko ustavo dodajo poleg človekove pravic še družinske pravice, ki pomeni varstvo družine, materinstva in otrok. Prosvetne pravice, 8-letna obvezna brezplačna osnovna šola in ekonomske in socialne pravice, pravica do dela, pravica do soupravljanja delavcev, državna zaščita dela in tako naprej. Kaj mi je prišlo na misel ob tej Weimarski ustavi? Glejte, pojavilo se je varstvo družine, materinstva in otrok. A ni to čudovito? Končno se je nekdo spomnil, da bo zaščitil mati, otroka in tako naprej. V redu. Zakaj pa je v 1919 prišlo do tega? Zato, ker so se, tako kot danes globalisti, odločili, da ne bo delal samo foter v družini, ampak da mora iti delati tudi mama. In ko gre mama v službo, ostane seveda otrok doma sam. Ker ostane sam, ima čas. Zato je država tukaj, kaj je napisala? Varstvo družine, materinstva in otrok. Ko ti država predpiše nek zakon, poveš, da počne ravno obratno. V bistvu te hoče nekaj zaščititi, v ozadju se pripravlja pa katastrofa. Odkar mame niso več doma in odkar očetje tako malo zaslužijo, da mora še mama delati, je rekel Rockefeller v tistem času, s tem, ko smo mamo zaposlili, smo naredili 3 stvari. Prvič, dvojno smo povečali davke, drugič, razbili smo družino, ker je šla mama delati, in tretjič, ker mame in očeta ni doma in morata delati za nizko mezdo, bomo mi vzgajali otroke. In to je ta Weimarska ustava, lepo se sliši ustava, pravice do dela, pravica do soupravljanja in še pravico do dela so dali, skratka čudovita zadeva. Varstvo človekovih pravic lahko zasledimo že v ustanovni listini Organizacije združenih narodov. No, pa smo spet pri Organizaciji združenih narodov iz leta 1945, kjer je v uvodu spet čudovito zapisano. Potrditi vero v temeljne človekove pravice, dostojanstvo in vrednost človeka ter enakopravnost moških in žensk ter velikih in malih narodov. Tako piše v 1. členu ustanovne listine Organizacije združenih narodov iz leta 1945. Danes smo 2022. Potrditi vero v človekove pravice. Kje so pravice? Dostojanstvo, kje je? Vrednost človeka, enakopravnost moških in žensk, ja, tle pa je, mislim, da je
okrog 70 do 100 genderjev, ko se nekdo upiše v Facebook, ni več samo moški, ženska, poročen, neporočen, ampak 70 različnih. Enakopravnost moških in žensk se razcveta, ter velikih in malih narodov. Zdaj, jeseni bomo imeli občinske volitve, občine izginjajo, grejo v pokrajine, počasi bojo pokrajine izginjale, bo nastala samo še tako in potem to suverenost propada na mikroosnovi. Okay. Za nadaljni razvoj človekovih pravic in svoboščin je še pomembnejša splošna deklaracija človekovih pravic, kjer so poleg klasičnih državljanskih in političnih pravic opredeljene tudi ekonomske, socialne in kulturne pravice. Ko govorimo o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, seveda govorimo o pravicah takrat, ko nastane težava. To pomeni ekonomska težava, socialna težava, kulturna pravica. Dobro, veste, kam ciljam. Gremo naprej. Med državljanskimi pravicami so opredeljene naslednje pravice. Pravica do življenja, prostosti in osebne varnosti v tej ZN Združenih narodih, v tem sklopu, prepoved suženjstva in prepoved nečloveškega ravnanja, načelo enakosti pred zakonom, pravica do sodnega varstva, zaslišanja, nedotakljivosti stanovanja in pisemske tajnosti, pravica do zakonske zveze, ustanavljanja družine, osebne lastnine in azila, svobode mišljenja, vesti in vere, potem prepričanja, govora, tiska, združevanja, zbiranja, volilna pravica, dostop do javnih služb. Med socialnimi in ekonomskimi pravicami pa so opredeljene naslednje pravice. Pravica do dela, svobode izbire poklica, zdravstvenega varstva, varstva pri delu, varstva med nezaposlenostjo, počitka, socialnega zavarovanja, izobraževanja, primernih življenjskih razmer. No, tako da to, glejte, se je zgodilo z to ustavo vejmarsko, medtem pa, če gremo zdaj en krogec naprej, tole, kar smo zdaj povedali, se je takrat vse razvilo in razvijalo do današnjih dni, tudi danes še določeni zakoni veljajo. Ampak, ko jo zakon naredijo, seveda je predhodno nastavljen problem, ker zakon potem rešuje to težavo. Evo, 1953. leta je Evropska konvencija človekovih pravicah 1953. je bila sprejeta in to je sprejela tudi oziroma ratificirala tudi Slovenija 1994. leta. Kaj to pomeni? Evropska konvencija človekovih pravic se nasplošno opira na deklaracijo človekovih pravic. Novost pa je, da so notri upoštevane tudi človekove pravice, tako imenovane tretje generacije, torej kolektivne pravice. Zdaj smo pri kolektivnih pravicah. Prvi del konvencije ureja posamezne človekove pravice in svoboščine, začasno omejitev pravic v izrednem stanju, omejitev političnih dejavnosti tujcev in prepoved zlorabe pravic, pravica do varstva lastnine, izobraževanja in do svobodnih volitev, prepoved zaporne kazni zaradi dolgov, se pravi, če si komu kaj dolžen, ne smeš iti v zapor, svoboda gibanja je zapisana notri, prepoved izgona državljanov in skupinskega izgona tujcev, odpravljena je smrtna kazen, proceduralna jamstva pri izgonu tujcev, pravica do pritožbe v kazenskih zadevah, pravica do pritožbe v drugih zadevah, do odškodnine po sodni zmoti, prepoved ponovnega sojanja o isti stvari in enakosti zakoncev. In drugi del te konvencije človekovih pravic iz leta 1953 ureja organizacijo, sestavo, pristojnosti, način in odločanja Evropskega sodišča. Pol ima pa ta konvencija človekovih pravic še tretji del. Tretji del obravnava uresničevanje določil konvencije, njeno veljavnost, pridržke, odpoved in podpis ter ratifikacijo.
Toliko o tej konvenciji, katero je tudi Slovenija podpisala. In zdaj smo pri letu 1961, mama mia, letnica mojega rojstva. Wow. Če gremo tako nazaj, ok, Evropska socialna listina, zato sem jaz socialni problem. Dobro. Ok, bila je ta, evo, Evropska socialna listina 1961 je bila sprejeta v tem letu in Slovenija jo je pa ratificirala leta 1999. Socialno pravico. Zdaj, če to letnico okolo obrnete, dobite ene čudne cifre, ampak gremo naprej. Evropska socialna listina ureja ekonomske in socialne človekove pravice. Evropska socialna listina ima zapisane naslednje pravice. Pravica do dela, pravica do pravičnih pogojev dela, pravica do varnih in zdravih delovnih razmer na delovnem mestu in do pravičnega plačila. Pravica do organiziranja kolektivnih pogajanj, sem spada tudi pravica do stavke, pravica otrok, mladine in delavk do varstva, pravica do poklicnega usmerjanja in usposabljanja, pravica do varstva zdravja, pazite, pravica do varstva zdravja, boste videli, kam se je to v 80-ih letih razvil, pravica do socialne varnosti, socialne in zdravstvene pomoči in uživanja storitev socialnih služb, pravico telesno ali duševno prizadetih oseb do poklicnega usposabljanja in poklicne in socialne rehabilitacije, pravica družine do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva mater in otrok, do socialnega in ekonomskega varstva in ostarelih do socialnega varstva, pravica do opravljanja pridobitne dejavnosti na ozemlju pogodbenih strank, pravica delavcev migrantov in njihovih družin do varstva in pomoči, pravica do enakih možnosti in obravnavanja v zvezi s poklicem ter zaposlovanjem ter spolne diskriminacije in pravico delavcev do sodelovanja pri odločanju. Zelo veliko nekih pravic, ne? In ko človek to bere, v bistvu skozi te zakone tudi razume v določenem času, na katerem nivoju je bila že razvita družba. Mednarodni pakt leta 1966. Evo, ta je ta moder, mednarodni pakt o državljanskih političnih pravicah, kaj opredeljuje naslednje pravice kot temeljne pravice. Pravico do življenja, pravico do zaščite pred mučenjem, pravice do zaščite pred zasužnjevanjem, pravica do varstva pred zaporno kaznijo zaradi neizpolnitve pogodbene obveznosti, pravica do varstva pred retroaktivnim kazenskim pregonom ali kaznovanjem, pravica do priznanja pravne osebnosti ter pravica do svobode misli, vesti in veroizpovedi. Pazite, pravica do priznanja pravne osebnosti leta 1966 in mi smo vsi pravna oseba. Kar naenkrat od leta 1966 pravna oseba, zanimivo. To so stvari, kar se tiče pravic. In zdaj smo pa leto 2022, oprostite, nova realnost, 2020 COVID, bi lahko prebrali ta COVID tudi, če C spremenimo v G, samo eno črtico, gov.id, vladni nadzor. Ne? Ok, gov.id. Glejte, trenutno dogajanje in razkroj, ne vem, jaz vidim razkroj človekovih pravic, je še v razvoju, je še v razkroju, se pa krepijo digitalne pravice. Torej, Great Reset je v bistvu prenos naravnega prava na digitalno pravo. V procesu je torej prenos osnovne človeške narave in izvorne človeške prvobitnosti na fiktivno oziroma digitalno naravo vsega, kar obstaja, in sicer na človeka 2.0. Kar pomeni, za človeka pravica do svobode pomeni nova realnost, odvzema svobode in popoln nadzor
nad človekom. Zdaj bomo videli 3 generacije pravic, klasifikacija teh človekovih pravic. In sicer izvor človekovih pravic je človekova moralna narava. Človekove pravice torej potrebujemo, da človeku omogočimo dostojanstveno, dostojno življenje. Implikacija, da ima nek človek pravico do pravice X, nam pove, da ljudje, ki uživajo v tej določeni pravici, obogatijo in opolnomočijo svoje življenje. Ljudje imamo torej pravice do stvari, ki nam omogočajo boljše in lepše življenje. Temeljni namen človekovih pravic po novi paradigmi je postalo poenotenje vrednotnega sistema in zaščita dostojanstva posameznika. Kategorija človekovih pravic se je razvila v okviru novoveške države v času razsvetljenske filozofije. Iluminati, razsvetljenci in tako naprej. Človekove pravice so se razvile le v določenih okoljih, pazite, v Evropi in Ameriki, ter v okviru določenih gospodarskih in političnih razmerah. O univerzalnosti človekovih pravic pa lahko govorimo, kot smo danes že rekli, šele po drugi svetovni vojni, saj lahko le takrat obravnavamo človekove pravice kot pravice, ki se uveljavljajo v svetovnem merilu. Univerzalnost človekovih pravic lahko dojamejo kot kontekst, ki zajema vsakega človeka in mu dopušča določeno svobodo, hkrati pa mu tudi ne dopušča svobode od te svobode. Človek je torej prisilno indoktriniran v človekove pravice. Mene prisilijo, da spoštujem človekove pravice. Zanimivo. Zdaj, katalogi temeljnih človekovih pravic, katalog temeljnih človekovih pravic, ki lahko rečemo tudi ustava ali pa mednarodna pogodba, kakor katalog človekovih pravic, ki jih najdemo v modernih ustavah, so kulturno, civilizacijsko in pravno izročilo skozi zgodovino. Ustavni katalogi navedenih pravic so pridobitve racionalističnega naravnega prava, ki je vstopilo v ustavno pravo. Ustava, to se pravi temeljne pravice, so vsebinsko dovolj odprt okvir, ki ga je mogoče nadalje poglabljati in razvijati. Človekove pravice označujemo kot univerzalne in nevtralne. Človekove pravice se utemeljujejo na trditvi, da obstaja v vsakem človeku ista narava, iz katere potem izhajajo te pravice. Pri koncepciji človekovih pravic lahko opazimo pozicijo antropološkega pesimizma, saj naj bi predstavljal, da je človek že po svoji naravi slab in sovražen od drugih, do drugih. Osmišljanje človekovih pravic v tem konceptu pa je smiselno samo takrat, kot predpostavljamo, da ta narava pa kljub vsemu ni samo slaba in da v njej lahko najdemo vsaj kanček dobrega. To se pravi, med pravicami zato razlikujemo človekove pravice, državljanske pravice in ekonomske pravice. Človekove pravice so pravice, ki jih ima vsak človek, ne glede na njegov pravno-politični status, vse osebnostne in nekatere druge pravice. Državljanske pravice pripadajo določenim osebam, ki so državljani države, politične pravice. Večina sodobnih ureditev pa opredeljuje tudi še to tretjo vrsto, ki smo rekli, ekonomske, socialne, družinske in kulturno-prosvetne, narodnostne pravice. In zdaj tukaj je potrebno razlikovati tudi med svoboščinami in pravicami. To ni enako. Svoboščine in pravice sta dva popolnoma različna pojma. Svoboščine izhajajo iz suverenosti človeka, ki so nastale pred sklenitvijo družbene pogodbe, medtem ko pravice omogočajo človeku pravovarstven zahtevek v nasprotju
države. V današnji ureditvi držav so svoboščine le sinonim za pravice. Poleg človekovih pravic pa obstajajo tudi dolžnosti, ki se kažejo kot korelativ pravic ali kot samostojno določene dolžnosti. Dolžnost je torej postala pravica. Naprimer, vsak ima pravico do zdravja, zato se mora obvezno cepiti. Prav, pogledali si bomo klasifikacijo človekovih pravic. Jaz sem tukaj naredil en ta kratek uvod do te prosojnice, ki je gor. In sicer naredimo 10 minut pauze in potem naredim drugi del nadaljevanja. Prva pravica, druga pravica, tretja pravica. Po generacijah. Dajmo malo te generacije, da boste razumeli teh pravic razložiti. Ok, dajmo to klasificirati. To gre za prvo stopnjo razvoja človekovih pravic. Dajmo to utrditi, da boste videli, kako je to šlo. Zelo na hitro. Jaz sem to že šel skozi, ampak tukaj zdaj en kratek povzetek tega, kar smo do zdaj povedali. To se pravi, začetek civilnih in političnih pravic najdemo v dokumentih že davno prej, preden sem jaz prej omenjal. To je tako imenovana Velika listina svoboščin ali Magna Carta Libertatum in Zakon o pravicah, Bill of Rights. Te pravice dojemajo tudi kot pravice negativnega statusa. Njihov namen je zaščita posameznika pred državo. To, kar delamo zdaj mi v društvu, no. Smo spet nazaj, ne vem koliko let, ne. Civilne in politične pravice so nastale iz temeljnih pravic zaščite življenja, integritete in svobode človeka nasproti države, takratne države. Te pravice vključujejo pravico do življenja, prostosti in osebne varnosti, pravica do odsotnosti nasilja in suženjstva, pravica do političnega udejstvovanja, svobode prepričanja, izražanja, misli, vesti in veroizpovedi ter pravica do združevanja in zborovanja. Pravica do življenja je zapisana v vseh mednarodnih človekovih pravicah in je omenjena kot ena najpomembnejših pravic. Pozitivne oblikacije se pojavljajo v zvezi z varovanjem pravice do življenja. So regulacija zaščite do življenja in prepoved škodovanja življenju. Sprejem ukrepov za zaščito posameznika, zmanjševanje smrtne nevarnosti, preganjanje in kaznovanje neavtoriziranega ubijanja. Wow! Tukaj sem prvič pomislil, da je ubijanje tudi avtorizirano. Ok? Avtorizirano ubijanje je pa najhujša oblika genocida, ki se pojavlja. In mislim, da živimo v dobi, kjer se ubijanje avtorizira. V tem kontekstu se pojavlja vprašanje pravice do preživetja, ki se dojema kot civilna pravica, ki zaščiti posameznika pred nezakonitim umorom in ostalo nezakonito uporabo sile. Tako državi nalaga moč, da to pretvori v zakon in tako omogoči pravico, ki ščiti državljane. Karkoli zdajle rečem, bom imel narobe in karkoli rečem, bom imel prav. Ker je sistem tako narejen in pravo tako zavito in pravice tako obravnavane, da imaš zmeri narobe in imaš zmeri prav. Tako državi nalaga moč, da to pretvori v zakon in tako omogoči pravico, ki zaščiti državljane. Naslednja pravica, ki spada v kategorijo civilnih in političnih pravic, je pravica do osebne varnosti oziroma do prepovedi mučenja. Zapomnite si, ta pravica je edina absolutna pravica in neodtuljiva pravica, ki pomeni, da mučenje ni upravičeno pod nobenim pogojem. Mučenje pod nobenim pogojem ni upravičeno. So zelo lepe besede, ne? Pravica do svobode in zaščite je še ena od pravic v zbirki civilnih in političnih pravic.
Pravica do svobode. Ta pravica je priznana v mednarodnih inštrumentih, ki prav tako natančno določajo omejitev te pravice. Pravica do pravičnega sojenja, ta pravica naj bi zagotavljala sistem neodvisnega sodstva. To vse so pod pravicami 1. Prva generacija pravic se je v bistvu v tem sklopu oblikovala in do prve generacije pravic smo v bistvu zdaj obdelali. Gremo v drugo generacijo pravic ali druga stopnja razvoja človekovih pravic. Druga stopnja razvoja človekovih pravic se je razvila predvsem med industrijsko revolucijo. Te pravice se nanašajo na skupno bivanje državljanov na določenem ozemlju in izhajajo iz predpostavke, da mora država zagotoviti enak dostop do osnovnih ekonomskih in socialnih dobrin ter ekonomske in socialne varnosti. Vključujejo več elementov, kot so pravica do dela, pravica do normalnih pogojev dela, pravica do združevanja v sindikate, pravica do socialne varnosti, pravica do varstva družine, pravica do dostojnega življenja, dostopa do stanovanja, hrane, oblek in izboljšanja pogojev življenja, pravica do izobrazbe in pravica do sodelovanja v kulturnem življenju. Pravice druge generacije, o katerih zdaj govorimo in ki sem vam jih naštel, izenačujejo osnovni položaj socialne enakosti in so v nasprotju z generacijo prvih pravic. Vse te pravice, ki sem jih zdaj naštel, če jih želite imeti, zahtevajo odpoved pravicam, ki sem jih naštel pred tem, v prvi generaciji. So v nasprotju z generacijo prvih pravic, ki določajo pravice, ki jih mora država podeliti državljanom. In tako pridemo v kolizijo pravic med prvo in drugo generacijo. No, zdaj pa gremo k temu rumenemu, tej rumeni škatlici, ki je malo pokukala ven. Tretja pravica, tretja generacija, stopnja razvoja človekovih pravic, so pravice, ki so nastale v drugi polovici 20. stoletja z namenom, da bi človekove pravice postavili v mednarodni okvir. Te pravice so solidarnostne in kolektivne pravice ter vključujejo pravico do humanitarne pomoči, pravico do razvoja, miru, zdravega okolja, pravico do uživanja in izkoriščanja skupne dediščine in pravico do komunikacije. Te pravice so omejene na določene skupine ljudi, za katere se meni, da je treba zaščititi njihov obstoj in sobivanje. Tako, zdaj ste dobili v bistvu 3 generacije pravic, ki so se skozi našo klasifikacijo v določenem času te zgodovine pač razvile, vplivale več ali manj eno na drugo in to je to. No, zdaj pa gremo na tisto težko pričakovano zadevo in sicer Ustava Republike Slovenije. Zdaj, ko imate približno sliko, kaj so pravice, kakšne so, kaj je naravno pravo, kaj je pozitivno pravo, skozi katera obdobja se je kaj oblikovalo od raznih družbenih pogodb, skozi zgodovino smo to malo en tak presek naredili, pa dajmo zdaj pogledati Ustavo Republike Slovenije od točke 1 do točke 4. Za uvod, preden se lotimo točke 1, 2, 3, 4, iz prosojnic, povejmo. Ustava je v sodobni državi najvišji pravni akt, krona zakona, ki postavlja temelje demokracije in zagotavlja družbeno stabilnost. Ideja ustave se je razvila v 18. stoletju s širjenjem državljanskih pravic z namenom omejevanja absolutne oblasti vladarja. Ta oblika politične ureditve naj bi vsebovala poseben pisni pravni akt, ki bi urejal organizacijo državne oblasti in opredelil človekove pravice. Z novo Ustavo Republike Slovenije so se zgodile, institucionalizirale ali pa na novo postavile leta 91-92 vrednote sodobnih političnih demokratičnih sistemov, kot so
takrat govorimo, ne danes, suverenost ljudstva, človekove pravice in pravice naroda do samoodločbe, podjetniška svoboda, svobodne volitve in delitev oblasti. Cilji nove slovenske ustave so bili predvsem postavitev bistvenih prvin slovenske državnosti, zagotovitev političnega demokratičnega sistema s parlamentarno obliko državne oblasti, varstvo človekovih pravic in svoboščin, varstvo manjšin v Sloveniji, zagotovitev temeljnih sistemskih okvirov gospodarskih in socialnih razmerij ter zagotovitev lokalne samouprave. V pravnem pomenu je ustava najsplošnejši, najvišji in temeljni pravni akt. Ustavo prav tako lahko dojemamo skozi materialni in formalni pomen. Se pravi vsebinsko in materialno kot knjigo. Sporočilo slovenske ustave je, da je temeljne pravice mogoče izvrševati zgolj na podlagi same ustave. To je včasih dobro vedeti, ker marsikdo se sklicuje na zakone, ki sploh niso v skladu z ustavo. Takrat nastane problem. Omenil sem ustava v materialnem pomenu in v formalnem. Poglejmo, kaj v materialnem pomenu. Se pravi, ustava v materialnem pomenu ali pa v materialnem smislu lahko dojemamo kot skupek temeljnih pravil, ki jih ima vsaka država in urejajo družbeno ureditev in državo v pisni obliki. Ustava v formalnem pomenu izhaja iz zgodovinskih političnih zahtev meščanstva, da se s posebnim pravnim aktom omeji državno oblast, s katerim obvaruje človekove pravice. Ustava je tista, ki je največja bremza oblasti. In če bi naša oblast ali pa oblast držav mogli in morali, zdaj, ko so prišli na oblast, ker jim je ljudstvo dalo oblast, ko enkrat imajo oblast, bi najreš ustavo skurili, ker jim je največja bremza. Ta pravni akt naj bi imel poseben postopek, po katerem je sprejet in da bi s tem obvaroval človekove pravice pred neželenimi državnimi spremembami. To se pravi, ustavo v formalnem pomenu sestavljata dva elementa, formalni vidik in vsebinski vidik. V formalnem pomenu ustava vsebuje temeljna pravila, ki urejajo državo in družbeno ureditev in je torej enaka definiciji ustave v materialnem pomenu. Ustava v formalnem pomenu se izraža skozi vsebino in obliko ustave. Bomo potem pogledali vsebino in obliko in po poglavjih, kako je sestavljeno. Pod značilnosti tako lahko štejemo pisna oblika ustave, kar omogoča dostopnost in enotno interpretacijo ustave. Glede tega bi rad povedal, da ko se pri nas ustava v Sloveniji tiska, se tiska v 300 izvodih, toliko, kolikor jih je tam v državni upravi in tisti, ki to morajo imeti. Zelo težko jo je pa kupiti ali pa dobiti, če jo pa hočeš kupiti, je pa zelo draga in dolgo čakaš na njo. Ker ni v interesu države, tako kot včasih ni bilo v interesu cerkve, da bi Biblijo brali, tako ni v interesu države, da bi ljudje poznali ustavo, ker potem se zgodi marsikaj. Pod značilnosti tako lahko štejemo, smo rekli, pisno obliko ustave, kar omogoča dostopnost in enotno interpretacijo ali razlago ustave, najvišja hierarhična veljava ustave, skozi katero se izraža pravna moč ustave, pa je volja ljudstva. Torej, Ustavo Republike Slovenije lahko tretiramo kot ustavo v formalnem pomenu, ki pa se dopolnjuje z zakoni. Zakone, ki se sprejemajo po zahtevnem trifaznem postopku in z absolutno dvotretjinsko večino, lahko skupaj z ustavo štejemo kot ustavo v materialnem pomenu. Vsaka sprememba ustave je torej redčenje človekovih pravic z dodatnim ustavljanjem skupkov temeljnih političnih pravil družbene ureditve države. Zdaj, ko smo malo pogledali formalni pravni vidik, pa formalni materialni vidik ustave, pa poglejmo zdaj, kakšne so sploh pod točko 1, tisti turkizni krogec na prosojnici, to temeljne lastnosti ustave. Pod točko 1 poglejmo, katere so te lastnosti ustave. Ustava v sodobnih demokratičnih ureditvah tretiramo kot najvišji splošni pravni akt, kar smo povedali že prej, ki sam po sebi vsebuje tudi elemente ideološko-političnega akta.
Pomembna razlika, ali pa če želite distinkcija, ki razlikuje ustavo od drugih pravnih aktov, je njena dvojnost kot pravni in tudi politični akt. V pravnem vidiku ima ustava največjo moč v hierarhiji splošnih pravnih aktov, zato v njenih pravnih normah lahko zapazimo abstraktnost, izhodiščnost, univerzalnost in splošnost. Se pravi, ker je krona, so besede, ki so izgovorjene in uporabljene za zgornjo pravno domeno. Čez te besede ne moreš iti, ker so najmočnejše. V Ustavi Republike Slovenije so členi opredeljeni splošno in v večini primerov se nadalje, potem v nadaljevanju dopolnjujejo z zakoni. Ne vem, če imam primer Ustave, da boste razumeli. Evo, sam za razumevanje, recimo 49. člen. 49. člen mislim, da govori o pravici do dela. Upam, da se nisem zmotil, sam da ga najdem. 49. člen. 49, poglejmo. 49. člen, recimo svoboda dela. Zagotovljena je svoboda dela, vsakdo prosto izbira zaposlitev, vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto, prisilno delo je prepovedano. Pika. No, zdaj pa tukaj 50. člen, ki pa govori pravico do socialne varnosti in je spet pravica do socialne varnosti povedana, ampak na koncu pa piše, zagotovljeno je posebno varstvo v skladu z zakonom. Torej, ta člen ni absoluten, ampak ga v nadaljevanju ureja zakon. Medtem ko prejšnji člen, ki sem ga vam prebral, je pa absoluten. Ne obstaja zakon, ki bi vam prepovedal delati in služiti in se preživljati. Nabiranje gob ni prepovedano. Gojenje kur tudi ne. Vse, karkoli delate, delate za preživetje in to je dovoljeno. In če vam kdo reče, da delate na črno, dela to tisti, ki vam to govori, ker vam hoče problem narediti, da bi podpisali SP pogodbo in da bi vas imeli pod nadzorom. Poslušajte, absolutna pravica do dela obstaja direktno na podlagi ustave. Takega človeka je treba takoj na predlog kazensko preganjati zaradi preseganja pooblastil, kršitve ustave in zakona. Naj si bo to kjerkoli inšpektor, kjerkoli politik, kdorkoli to izgovori. Novinar, ki reče po radiju, da delate na črno, ga je treba iz službe odpustiti, ker zavaja javnost in popači zakon. Okay. V Ustavi Republike Slovenije, smo rekli, so členi opredeljeni splošno in v večini primerov se nadalje dopolnjujejo tudi z zakoni. In tu nastajajo problemi, ne, ker potem ta člen si razlagajo po svoje. Tako nam Ustava ponudi neko splošno opredelitev in tudi izhodišče za nadaljnje izvajanje pravnih aktov. Praktično gledano so izhodišča zakoni podaljšana roka, ki si ustavne člene lahko razlaga po želji. Prvo točko, gledajte, tisto turkizno, številka 1 smo obdelali. Gremo na točko 2. Razvrščanje ustav. Če mislite, da je samo ena ustava, se motite. Razvrščanje ustav. Evo, ustave lahko razvrščamo po različnih merilih, odvisno od lastnosti, ki prevladujejo v njihovi sestavi. Za našo informacijo naštajmo nekaj takih ustav. Imamo pisane in nepisane ustave. Kaj to pomeni? V sodobnih državah se je uveljavila ustava v formalnem pomenu, prav tako pa tudi ustava v pisni obliki. Nepisano ustavo lahko razumemo kot ustavo, ki je povezana z nekaterimi viri ustave, kot so ustavni običaji. Naslednje vrste kodificirane in nekodificirane ustave. Kaj pomeni kodificirana ustava? Ustava je sestavljena iz enega pravnega vira, v katerem so napisana najpomembnejša ustavna pravila. Pa jih je težko razumeti, ker so kodirana, kodificirana. Rabiš človeka, ki ti to razloži. Nekodificirana ustava pa je lahko sestavljena iz več pravnih aktov, ki se med seboj dopolnjujejo in se od ostalih državnih pravnih aktov razlikujejo po kompleksnosti sprejemnega postopka.
Potem imamo ustave, ki jim rečejo gibke ustave in toge ustave. Gibke ustave, se pravi, gremo, gibka ustava in toga ustava ima svoj temelj v postopku sprejemanja in spreminjanja. Toge ustave so ustave, ki so težko spremenljive, ki imajo za spremembo predpisan zelo strog, bolj formaliziran in daljši postopek. Težko je togo ustavo spremeniti. Večina sodobnih ustav spada v kategorijo togih ustav, razlikujejo se pa po stopnji togosti. Gibke ustave pa so ustave, ki pravzaprav imajo lahek postopek spreminjanja. Torej, postopek spremembe take ustave je enak, kot bi spremenil zakon ali pa določil zakon. Take ustave niso posebej varovane pred spremembami, zato jih tudi ne moremo šteti za akte z največjo pravno veljavo v državi. Pravzaprav niti niso ustave v pravnem pomenu. Bolj so oktroirane ustave, ustavni pakti in ljudske ustave. Verjamem, da kakšen stavek danes tudi prvič slišite, ampak je prav, da veste. Ta delitev ustav se veže na subjekte, ki so sprejemali te ustave. Nekdo mora to sprejeti pa napisati, ne? Oktroirane ustave so vsiljene ustave. To so bile ustave, ki so jih sprejemali monarhi z uvedbo parlamentarne monarhije, kjer so si s pomočjo takih ustav omejili absolutno oblast. Večino teh ustav je nastalo iz družbenih in političnih pritiskov po omejitvi absolutne oblasti vladarjev. Ok, potem imamo pa še novejše razvrstitve ustav. V novejšem času so se pojavile še druge razvrstitve. Ustave potem tako lahko delimo čisto na kratko še o tem, na družbene in politične kriterije, se pravi normativne ustave, nominalne ustave, navidezne ustave, semantične ustave, monarhične in republikanske ustave, parlamentarne, predsedniške, skupščinske in druge ustave, ustave unitarnih in ustave federalnih držav, avtokratične in demokratične ustave, statuti, kot so ustanovne listine, društev in združenj in tako naprej. Nekatere razvrstitve razvrščajo ustave tudi glede na čas, ki so dolgotrajne in kratkotrajne, na vsebino, se pravi konstitutivne in programske ustave. Ene so ustanovne, ene so programske. In glede na obseg so popolne, nepopolne, neobširne, preobširne, neokrnjene, okrnjene ustave in še bi lahko našteval. Mislim, kolikor ti pamet dopušča. Upoštevajoč navedene klasifikacije, vse, kar smo zdajle povedali, lahko Ustavo Republike Slovenije opredelimo glede na našteto kot prvič pisano, je pisana, je kodificirana in je toga ustava, ki je utemeljena na ljudski suverenosti. Nadalje, po družbenih in političnih kriterijih lahko slovensko ustavo označimo kot ustavo, ki je utemeljena na republikanski, parlamentarni, unitarni obliki državne vladavine in seveda utemeljena na demokratičnem političnem sistemu. Glede na čas jo lahko štejemo kot dolgotrajno ustavo, glede na vsebino gre za konstitutivno ustavo, saj vsebuje le malo programskih določb. Se pravi, glede na vse naštete ustave je naša ustava iz vsega tega, kar sem naštel, skupek različnih ustav, in to je od raznih stvari vzeto najboljše od najboljšega in ustava je, kar moram reči, meni všeč, je dobra, razen kadar jo spremenijo. Spremenili so jo pa ravno tam, kjer ni treba. Ali pa kjer so želeli. Ok. To je, kar se tiče točka 2. Smo zaključili in gremo po točko 3. Zgradba ustave. Ne katerekoli, ampak zgradba Ustave Republike Slovenije. Kako je zgrajena. Morda vam ta informacija pride prav, kadar boste kaj iskali, pa boste tudi malo prej našli, ker boste vedeli, da ima zgradbo, da je sestavljena,
To ni kar ena knjiga z nekaj vsebino, ki nekaj piše, ampak človek potem konkretno lahko tudi kaj najde. Je razdeljena na preambulo in na normativni del, se pravi naša ustava, se pravi izhaja iz temeljne ustavne listine samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, temeljnih človekovih pravic in svoboščin, temeljne in trajne pravice slovenskega naroda do samoodločbe in večletnega boja Slovencev za narodno osvoboditev. V predgovoru oziroma v preambuli, ki je na začetku ustave, in ta preambula ni zakon, ni obvezujoča, je samo v uvodcu zapisana splošna določila. Ta splošna določila pravzaprav povejo razlogi za nastanek ustave in temeljna izhodišča in vrednote ustave. Potem pa imamo normativni del ustave, ki je pa sestavljen iz 175 členov, ki so razvrščeni v 10 poglavij. Torej, naša ustava ima toliko poglavij, kolikor je prstov na obeh rokah. 10 poglavij. Kako so poglavja razdeljena? Čisto na kratko. Prvo poglavje vsebuje splošne določbe o ureditvi slovenske države. To je od 1. do 13. člena. Drugo poglavje definira človekove pravice in svoboščine od 14. do 65. člena. Tisti, ki imate ustavo, vzemite v roke, lahko listate z menoj, lahko preverite, bo toliko lažje. Tretje poglavje ureja gospodarska in socialna razmerja od 66. do 79. člena. Četrto poglavje definira državno ureditev. Peto poglavje ureja lokalno samoupravo v Sloveniji v členih od 138 do 145. Šesto poglavje ureja finance Republike Slovenije. Sedmo poglavje ureja ustavnost in zakonitost Republike Slovenije. Osmo poglavje ureja ureditev ustavnega sodišča. Deveto poglavje ureja postopek za spremembo ustave. In 10. poglavje vsebuje predhodne in končne določbe. To je struktura ustave. Prej smo se zunaj hecali in je naš član rekel, ja, to mora biti pa kar sistem. Smo ugotovili, da če sistem, da si buden in sistem, potem je to sistem. Če pa speš, te pa sistem povozi, ker ni sistem. A ne? Ja. Potem je ustava je sestavljena prav tako iz 2 sklopov. Pravi iz 10 poglavij in 2 sklopov. Prvi sklop Ustave Republike Slovenije vsebuje katalog človekovih pravic in temeljnih svoboščin. To je prvi sklop. Drugi sklop pa vsebuje politično in pravno ureditev države. Nova slovenska ustava je klasično realistična ustava, ki pozna nekaj pravnih norm, izraženih v poglavji od gospodarskih in socialnih razmer in deloma tudi v splošni določbi. Zaključili smo z zeleno piko, s 3. točko in gremo na rumeno piko, kjer piše 4 človekove pravice v Ustavi Republike Slovenije so absolutne pravice. Tisti, ki ne razumete besede absolutno, boste zmeri dali glavo dol in ne boste razumeli svojih pravic. Tisti, ki razumete, kaj je absolutna pravica, boste pa odgovorni državljani. Torej, človekove pravice v Ustavi. V Ustavi Republike Slovenije v 2. odstavku 16. člena je zapisano, katere človekove pravice ne smejo biti niti začasno razveljavljene ali omejene. Kar je Janša naredil, on je vse razveljavil. Nobenega od teh členov ni spoštoval. In tudi nova realnost nobenega od teh členov ne želi spoštovati, zaradi tega, ker jim je v napoto. Ker v tem primeru so ljudje še vedno suvereni, samostojni in imajo določene pravice tudi v izrednih stanjih in ob izrednih dogodkih. Kaj je izredno stanje? To je čas vojne, izredni dogodki so pa pač naravne katastrofe, poplava, vojna, ogenj in tako naprej. Ampak v nobeno od teh kategorij ne spadajo nalezljive bolezni. Nalezljive bolezni, dragi moji, imajo poseben status in zato je tudi zakon o nalezljivih boleznih. In zato ne morejo reči niti, da je izredno stanje, niti da je kakšno drugo stanje, če ravno izvajajo v času epidemije
ravno izredno stanje in pa izredne dogodke. Vse je pomešano. Te pravice so nedotakljivost življenja v tem 16. členu, prepoved mučenja, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva v pravnih postopkih, domnevna nedolžnost, načelo zakonitosti v kazenskem postopku, pravna jamstva v kazenskem postopku ter svoboda vesti. Te pravice se v nobenem primeru nikoli nikdar ne sme razveljaviti, tudi kadar gre za izredne razmere, za izredne dogodke ali pa za nalezljive bolezni. Nikoli in nikdar. Dobro je to vedeti in si zapomniti, dajte povedati naprej. Povej naprej, vendar ne delaj iz muhe slona, ampak povej tako, kot je res. Druga najbolj pomembna stvar v ustavi, po prvem odstavku 15. člena Ustave Republike Slovenije se človekove pravice in svoboščine v Republiki Sloveniji uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Noben drug zakon ne more v to posegati. Niti zakon o nalezljivih boleznih, niti preprečevanje, niti reklame na TV, niti predsednik vlade in niti noben dohtar, ki pljuva po predsedniku vlade, ko reče D-vitamin, sonce, morje, on pa reče, daj mir, injekcija, pa kaj neumnosti govoriš, da to nič ni res, da sonce je škodljivo, voda je škodljiva, narava je škodljiva, injekcija te bo pa rešila. Povem na glas, tako kot mislim. Naj me kdo reče, kar če. Ok, v ustavi so tako vsebovane človekove pravice, ki ne potrebujejo dodatnih zakonskih razčlenitev in gre za absolutne pravice. V ustavi je določeno, da se teh pravic ne sme omejevati in vanje posegati. Teh pravic se ne sme omejevati, niti vanje posegati. Razen, če vas prepričajo, pa vi to svobodno privolite. Omejene so zgolj s pravicami drugih. Ok? Ampak tukaj vedno rečejo, vsaka tvoja pravica je omejena s pravicami drugih, sistem je tako grajen in če ne poznate 16. člena, se boste zmeri dali pregovoriti, prepričati ali pa boste slepo verjeli. Slepa vera je pa lahko zelo huda stvar. Lahko tudi zelo dobra, ne, če je pozitivna, ampak ne verjamem v tem času. Človekove pravice. Po točko 4, rumeni krogec, kjer smo zdaj, kot absolutne pravice v slovenski ustavi so zapisane v drugem poglavju slovenske ustave med 14. in 65. členom. Te absolutne pravice obsegajo enakost pred zakonom, absolutna pravica, uresničevanje in omejevanje pravic, začasna razveljavitev in omejitev pravic, nedotakljivost človekovega življenja, prepoved mučenja, varstvo osebne svobode, odreditev in trajanje zapora, varstvo človekovega dostojanstva, enako varstvo pravic, pravica do sodnega varstva, javnost sojenja, pravica do pravnega sistema, pravico do pravnega reda, pravico do povračila škode, tudi osebne škode, tistega, ki ti to stori, naj si bo to uradnik, politik, novinar, kdorkoli, domnevna nedolžnost, načelo zakonitosti v kazenskem pravu, pravna jamstva v kazenskem postopku, pravico do rehabilitacije in odškodnine, prepoved ponovnega sojenja v isti stvari, svoboda gibanja, pravico do zasebne lastnine in dedovanja, pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, varstvo pravic zasebnosti in osebnosti pravic, nedotakljivosti stanovanja, varstvo tajnosti pisem. Jaz pišem mail moji ženi, vmes pa je 100 ljudi prebere. Kakšna varnost pisem je to pri Googlu? Ne razumem, pol pa ti še račun zaprejo. Dobro. Varstvo osebnih podatkov. Zdaj pa mi tle povejte, ne? Kdaj je nastal ta zakon? Pred kratkim, pred par leti. Zato, ker so vse podatke kršili in takrat naredijo pa pač zakon. Oni ga izvajajo na nivoju, berejo vse o tebi, moraš imeti QR kodo, ti pa njega ne smeš vprašati, ko ima tle številko, kako mu je ime, ker ti ne bo povedal. Se pravi, gre za enosmerno cesto. Ok, odločite se sami, komu boste povedali ali pa se priklonili s temi QR kodami. Svoboda izražanja je absolutna pravica. Pravica do popravka in odgovora.
Potem svoboda vesti, pravica do zbiranja in združevanja, volilna pravica, sodelovanje pri upravljanju javnih zadev. Lejte, nihče vam ne more reči, da ne morete vi v državni zbor in gor na balkonu sodelovati pri sprejemanju, ker je to javna zadeva, pa še kje drugje. Nihče vam nima te pravice reči. Potem pravica do peticije, pravica do ugovora vesti, izročitev, pribežališče, svoboda dela, to, kar sem vam prej prebral, absolutna svoboda. Ja, in kaj nam delajo, kaj nam drugače govorijo? Vsi delate na črno, vsi morate se zaposliti, z nami pogodbo podpisati in 35% davek plačati na to, kar boste delali. Ker če nimaš pogodbe, je to drugače. Davek plačaš, ko v trgovini kaj kupiš, tako pa karkoli narediš, moraš še od svojega prihodka dati. Ne? Halo, 5-krat smo obdavčeni v Sloveniji, svetovni prvaki v davkih. Zakonska zveza, absolutna pravica in družina, pravice in dolžnosti staršev, svobodno odločanje o rojstvu otrok, pravice otrok, izobrazba in šolanje, avtonomnost univerze in drugih visokih šol. Čudovito vse naštevam, ne? Se vam ne zdi? Svoboda znanosti in umetnosti. Danes svoboda znanosti in umetnosti. Neštevilno strokovnjakov imamo, ki nič ne znajo, ki so blokirani, ki jih izpišejo, ki jim vzamejo licence, in čudovite umetnike, ki z lavorjem polije steno in je umetnina za 5 milijonov, on, ki pa pametno kaj nariše, pa ne pride niti v galerijo. Pravica iz ustvarjalnosti, izražanje narodne pripadnosti, pravico do uporabe svojega jezika in pisave, prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti ter prepoved spodbujanja k nasilju in vojni. Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji. Torej, to so človekove pravice v Ustavi Republike Slovenije, absolutne pravice. Prav? Pravic, ki so zapisane v 2. poglavju Ustave Republike Slovenije, lahko v ostalih členih zasledimo še pravice, ki se navezujejo na njih. Se pravi, iz poglavja človekovih pravic se določene pravice potem prenašajo še v druge člene Ustave in potem tam še dodatno seveda osvetlijo, razložijo in zakonom tudi omejijo. Tako da, če ti kot tujec hočeš tlele biti recimo državljan, imaš pogoje, moraš to, moraš on, moraš skratka tako to potem funkcionira. Ok, enakost pred zakonom. Enakost pred zakonom. V preambuli Ustave lahko v 3. členu zasledimo, da Republika Slovenija zagotavlja varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin vsem osebam na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na njihovo narodno pripadnost, brez sleherne diskriminacije, skladno z Ustavo Republike Slovenije in z veljavnimi mednarodnimi pogodbami. In v splošnih določbah že v 1. členu Slovenija je demokratična republika, je zapisano, in v 2. členu Slovenija je pravna in socialna država, zasledimo navezavo na temeljne državljanske in politične pravice, torej na enakost pred zakonom. To je sicer malo dvoumno, pravno, ampak razumi, kdor more. Absolutna pravica, zdaj govorimo pa o pravicah, ki so izven pravic v nadaljevanju, a ne Ustave. Posebne pravice avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti. To se pravi, imamo potem, to je 3. člen Ustave, ki se neposredno navezuje na 64. člen Ustave, ta pa opredeljuje posebne pravice madžarske in italijanske manjšine. In v 11. členu spet zasledimo varovanje manjšin, saj člen določa, da na območjih občin, kjer živita italijanska ali madžarska skupnost, je uradni jezik italijanščina ali madžarščina. Potem pa v 80. členu, vidite, gre pa naprej, je določeno, da se v državni zbor vedno voli po en poslanec italijanske in madžarske narodne skupnosti. In to je pravica. Potem, če gremo naprej, pravice, ki se opeljejo od 64. člena naprej, je 88. člen sodelovanje pri upravljanju javnih zadev in volilna pravica. Zakon predloži tudi najmanj 5000 volivcev. Recimo v 90. členu je izpostavljena pravica glasovanja na referendumih za vse državljane, ki imajo volilno pravico. V 128. členu pa je spet ena pravica, je pa opredeljena udeležba državljanov pri izvajanju sodne oblasti.
Sodba v imenu ljudstva. Madona, za vsako sodbo smo vsi Slovenci na sodišču. Pa vse je javno objavljeno. Ok, zakon ureja tudi primerne oblike neposredne udeležbe državljanov pri izvajanju sodne oblasti. Dalje, v 138. členu je opredeljeno uresničevanje lokalne samouprave. Pravo v občinah in drugih lokalnih skupnostih je določeno v 168. členu, je zapisano, da lahko odda predlog za začetek postopka spremembo ustave tudi najmanj 30.000 volivcev. In potem v 170. členu v drugem odstavku je opredeljeno, da je sprememba ustave na referendumu sprejeta, če za njo glasuje večina volivcev, ki so glasovali pod pogojem, da se glasovanja udeleži večina vseh volivcev. Tukaj gre za spremembo ustave. Poseben postopek, zahteven postopek in pa večina, seveda, večina ljudi mora biti. Glede na postopek, ki že iz rimskih časov deluje divide et impera, ne vem, koliko ljudi bi za spremembo ustave sploh šlo glasovati, ker še ne razumejo osnovnih stvari. Naslednja pravica, ki je tudi izven pravic podeljena, je v 145. členu pravica do zbiranja in združevanja. In to je zelo pomembna, pazite. Pravica do zbiranja in združevanja je opredeljena samouprava na področju družbenih dejavnosti, ki pravi, da se lahko državljani za uveljavljanje svojih interesov samoupravno združujejo in da se lahko državljanom z zakonom prepusti samoupravno urejanje posameznih zadev iz državne pristojnosti. Kratek komentar na to. Imamo v društvu Beli za srečno življenje urejeno to isto zadevo v ustanovni listini oziroma v statutu društva v 2. poglavju, ki govori o namenu in ciljih društva. V 9. členu, v 10. alineji, imamo zapisano: Društvo za srečno življenje Belis sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z naravnimi zakoni in matematično logiko. In to je člen, kamor mi spadamo, v ustavi. V ustavi je dalje absolutna pravica, govorimo o absolutnih pravicah, ki se izvaja direktno na podlagi prvega odstavka 15. člena in sicer svoboda izražanja. V 123. členu ustave v 2. odstavku je zapisano: državljanom, ki zaradi svojih religioznih, filozofskih ali humanitarnih nazorov niso pripravljeni sodelovati pri recimo opravljanju vojaških obveznosti, je treba omogočiti, da sodelujejo pri obrambi države tudi na drug način. Pravi pravica, ki je absolutna, se jo lahko tudi preusmeri. Potem so pravice tujcev v 13. členu ustave, pravica do zasebne lastnine in do dedovanja in tako naprej, je še par stvari. Da ne bomo predolgi, ker je spet skoraj 1 ura okrog, oziroma malo manj, naredimo tako. Poglejmo še kratek zaključek danes in izrečena spoznanja, ki smo jih izrekli. Brez naravnega in pozitivnega prava torej sploh ne moremo govoriti o pravicah. Naravno in pozitivno pravo sta koncepta, ki sta se razvijala ločeno in nadgrajevala drug drugega, a sta vseeno med seboj prepletena, močno sta prepletena, včasih ne veš, kam kaj spada. Torej, misel naravnega prava je pričela že v antični Grčiji, kjer je bilo v ospredju skupno dobro in je bil tako interes posameznika in interes družbe ločen. V tem kontekstu se torej koncept človekovih pravic še ni mogel razviti. To je prva generacija v antični dobi. Mi smo danes te 3 generacije vzeli, ampak kratek povzetek, to pri drugi generaciji, glejte, je pa srednji vek. Je prevladoval koncept naravnih pravic, ki so izhajale od Boga, zato lahko opazimo tudi premik od skupnega interesa k posameznikovemu interesu. Čim pride Bog v igro, moraš delati po navodilih Boga, potem iščeš pravico, da to narediš. A cilj posameznika je onostransko življenje,
Zato ni bilo poudarka toliko na to stranskem življenju, ampak se je pa začelo. Z razvojem šole racionalističnega naravnega prava pa pride do razvoja, naravno pravo se sekularizira in vir prava postane človeški razum. Danes tudi že povedali. Čisto kratko še obnovimo 17. in 18. stoletje. Zakaj delamo? Zato, ker bo to nastavek zdaj za naprej. Opazimo prve začetke moderne, prve moderne zasnove človekovih pravic, saj je v tem obdobju se pojavila potreba po omejitvi oblasti tistim, ki jo izvršujejo. Postopni boj ljudstva za svoje pravice je tako pripeljal do razvoja človekovih pravic na globalni ravni, kot ga poznamo danes. Človekovih pravic danes torej ne moremo izpeljati zgolj iz naravnega prava ali pa zgolj iz pozitivnega prava, pravi pravnega prava in naravnega prava. Sam iz enega ne gre. Obe vrsti prava imata velik vpliv na človekove pravice, kot jih poznamo danes. Zanemariti pa ne smemo niti ideoloških elementov in okoliščin, ki so na oblikovanje teh pravic vplivale. Torej, politika nenehno s svojimi željami gospodarjev, in te želje so vreča brez dna, pa če človeku še zadnjega te daš, pa še nima dovolj. Tako da med pravico in pozitivnim pravom in naravnim pravom tle je zmeri borba in vojna, posebej v zadnjem času, ker se to vedno bolj med seboj tepe. Ok, na začetku smo se spraševali, prvo vprašanje, ko smo začeli z uvodom, ali lahko v Ustavi Republike Slovenije zasledimo naravno pravo oziroma naravno pravne ter pozitivne pravne elemente, poleg poglavja o človekovih pravicah, ki te elemente že vsebuje. Našteli pa smo skozi našo pot do nas kar nekaj členov in lahko posredno in neposredno zasledimo nadgradnjo pravic v Ustavi, ki so opredeljene v poglavju o človekovih pravicah. Ustava je najvišji pravni akt v Sloveniji in v nekaterih členih opredeli zgolj navezavo določenih pravic na zakon. V zakonu pa je potem natančneje opredeljeno. Prav tako pa zasledimo tudi pravice nove generacije oziroma tretje generacije človekovih pravic, varstvo in pravice tujcev, marginaliziranih skupin ter skrb in varstvo okolja. Pazite, skrb in varstvo okolja, bodite pozorni na to, ker zdaj je vse green, podnebne spremembe, green, varstvo okolja in tako naprej, to so dali posebej v Ustavo, kar je neposredna nadgradnja osnovnih človekovih pravic. Se pravi, imamo osnovne človekove pravice in zdaj so v Ustavo dali to, kar pravijo, da je pa podnebne spremembe, varstvo okolja in te stvari, da so pa nadgradnja človekovih pravic. A slišite, kaj povedo? Ok. Če izvzamemo dejstva, da se je Organizacija združenih narodov 75 let očitno temeljito pripravljala, ne vem, kako temu rečejo, big reset, in vzamemo v zakup, da je našo Ustavo Republike Slovenije Državni zbor ratificiral na skupščinski seji 23. decembra 1991, ter da je bila nekajkrat spremenjena. Členi so namreč oštevilčeni od 1 do 74, vendar poleg 3. člena obstaja tudi 3.a člen. To sprememba je bila leta 2016, pa je bil 70. členu dodan tudi 70.a člen. Lahko rečemo dobesedno, Ustava Republike Slovenije je sodobna, posodobljena, upgradana, primerno posodobljena zaradi vpliva globalizma, ki sicer ruši suverenost lokalnih skupnosti, državnih pristojnosti v smislu podrejanja mednarodnim pogodbam. Je pisna, kodificirana in dokaj toga Ustava, smo prej ugotovili, prepojena z elementi, danes rečem premočno prepojena z elementi pozitivnega prava, ki so v nasprotju človekovih pravic oziroma jih kršijo. Zato jo štejemo med moderne demokratične ustave, ki varuje človekove pravice, ne samo v poglavju človekove pravice, temveč tudi svoboščine, ampak tudi čez celotno besedilo.
Ok, težava nastane, ko se pričnemo ukvarjati z mednarodnim, tukaj samo še povem, tukaj imamo to četrto, tukaj sem govoril še o četrti generaciji, na prosojnici je še četrta generacija, 21 človekove pravice postanejo globalne in tako naprej. Kje pa nastane problem? Problem nastane, težava nastane, ko gremo mi globalno. Povedal vam bom, kaj sem prejšnji teden odkril. Čisto slučajno. Na primer, poglejmo pogodbo Evropske unije iz leta 1995, ki je bila spremenjena z Lizbonsko pogodbo iz leta 2007. Lizbonska pogodba namreč spreminja pogodbo o Evropski uniji in že v 1. členu je zanimiva sprememba oziroma dodatek. 1. člen pred spremembo je glasil, govorimo o pogodbi Evropske unije in 1. členu. S to pogodbo visoke pogodbenice med seboj ustanavljajo Evropsko unijo, v nadaljevanju besedila unija za uresničevanje svojih skupnih ciljev. Pika. Leta 1995 je tako pisalo, do leta 2007, ko je prišla Lizbonska pogodba. In Lizbonska pogodba spreminja Evropsko pogodbo. 450 strani obsega, sprememb kolikor želite. Sprememb, ker mi smo bili 10 let navajeni, da je pogodba takšna, smo se jo naučili, smo se za njo zanimali, pa smo pozabili, oni so naredili spremembe, zdaj so spremembe not in jih ne poznamo več, zaradi tega, ker je to en druga materija, druga vsebina. Zdaj pa tako, se pravi, v 1. členu se spremeni, to je zdaj iz Lizbonske pogodbe, kjer piše tlele od spodaj, na desni strani podčrtano, v 1. členu se spremeni na način. Na koncu prvega pododstavka, to se pravi, tam, kjer je vejca, se doda naslednje besedilo, na katero države članice prenašajo pristojnosti za uresničevanje svojih skupnih ciljev. Zdaj vam bomo še enkrat prebral, to celo. Zdaj, kako se pa zdaj tole bere, je pa tako, Čakajte, bom skušal skupaj dobiti, s to pogodbo visoke pogodbenice med seboj ustanavljajo Evropsko unijo, v nadaljevanju besedila unija, na katero države članice prenašajo pristojnosti. Nič katerih, prenašajo pristojnosti. Vse. Ne delno, ne tak, ne prenašajo pristojno in kontinuirano. Za uresničevanje svojih skupnih ciljev. Kaj se je zgodilo? 2006 smo mi dobili 3.a člen, kjer smo, preden smo šli v Evropsko unijo, mogli ustavo spremeniti v 3.a členu, kjer organizacijam dajemo ampak suverenost. Zdaj, vedeti treba, kaj pomeni suverenost, vedeti treba, kaj pomeni pristojnosti. Ok, pristojnost, da boste razumeli, pristojnost, koncept pristojnosti se nanaša na geografsko mesto. Koncept pristojnosti ni to, da ti eden nekaj reče, ampak on mora imeti na geografski poziciji, tam, kjer je, mora biti za to pristojen. Na tistem mestu, ki je z mejo do sem, pol pa drug ima pristojnost, ki mu je bil dodeljen strani pristojnega organa, v tem primeru EU, tako, da lahko pristojni organ uporabi svoje zmogljivosti pri izvajanju prava, pri spoštovanju pristojnosti glede na zadeve in količino dovoljenih odločitev. V dokaj širokem smislu pristojnosti ni nič drugega kot območje ali ozemlje, na katerem država izvaja in uveljavlja suverenost. Vkolikor ima pooblastila oziroma vkolikor dobi pristojnosti od Evropske unije. Sicer jih je že po pogodbi predala in ker jih je predala, jih nima. Se pravi, v Sloveniji, a je predsednik vlade pristojen za vodenje vlade v Republiki Sloveniji, če ga mi volimo?
Ne vem. Mi smo predali to pristojnost Evropski uniji, a je Evropska unija njega volila ali smo ga mi volili? Zdaj se je treba ga vprašati. Ker tukaj poleg ozemeljske pristojnosti gre tudi za voljo ljudstva. To je en kup vprašanj zdaj, ki se jih odpira. Ali ima sodnik v Republiki Sloveniji, če sem jaz, na primer, državljan Evropske unije, mene je pravico soditi, če ni pooblaščen iz strani Evropske unije, da lahko to kaj dela, ali je dovolj, da mu državni zbor da, ki je dal pristojnosti v imenu ljudstva v Evropsko unijo. Zadeve bo treba razpucati. Kdo je zakaj pristojen? In komu smo dali suverenost? Zapomnite si, v slovenski ustavi imamo 3.a člen, ki govori o postopkih prenosa dela suverenosti mednarodne organizacije, ki se v Sloveniji potem uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij. Glejte, kaj sem prebral. Pozorno poslušajte. 3.a člen govori o postopkih prenosa dela suverenosti na mednarodne organizacije. Se pravi, ne na države, ampak organizacije. Organizacija je pa lahko firma, lahko je društvo, lahko je WHO, lahko je United Nations, lahko je, ne vem, eno društvo v Švici, lahko je en bančni sistem, to je organizacija. Zdaj, da boste dobili sliko, kaj se tle noter naredili, ki se v Sloveniji potem uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh organizacij. Se pravi, a ste razumeli? Ok. Ne, tako je napisan, to je berem iz ustave. Pomeni, da na lokalnem ozemlju država izgubi pristojnosti odločanja, nima pristojnosti, ker mora delati po zakonih, ki so tam. Ja, izgubi pristojnosti odločanja in kot že vemo, o tem govori tudi 3. alineja 90. člena Ustave Republike Slovenije. Torej, 3.a člen iz ustave se tudi z referendumom ne da spremeniti, čeprav so to nekateri želeli, zato bi bilo potrebno spremeniti ustavo, ne pa člena. Postopek pa ni enostaven, kot smo prej slišali. Kaj nam torej ostane od te družbene pogodbe, od ustave in družbene pogodbe? Edino to, da skladno z zakonom po 616. členu v povezavi z 832. členom Obligacijskega zakonika Republike Slovenije od te pogodbe odstopimo, odstopi vsak državljan posebej. Napiše Državni zbor, odstopamo od pogodbe, družbene pogodbe od mednarodnih pogodb, ker imam to pravico. Po tem členu namreč ne more obstajati pogodba, ki je ne bi bilo mogoče prekiniti. Ker je zakonik, obligacijski zakonik, skladen s 153. členom ustave, pomeni, da tudi prepoved referenduma iz 90. člena ali predaja suverenosti iz 3.a člena ustave ne more zadržati izvajanje naravnega prava. Je absolutno. Ok. Zdaj pa da vam še nekaj povem. Poglejte tukaj gor. Pregled količine financ do 2030, ki so v Slovenijo namenjene za 62% v zdravstvu. 22% socialna varnost in dolgotrajna oskrba in 16% stanovanjska politika. Namesto, da bi bilo 62% stanovanjsko politiko za mlade družine, za brezskrbno življenje, da bi bilo 22% socialno, ampak vsem to bi moglo več in samo 16% v zdravstvo, ker bi ljudje bili zdravi, zadovoljni in veseli. Zadeva bi morala biti kljuknjena. V 30 letih toliko za zdravstvo pomeni, da je nekaj s tem sistemom narobe. Prosojnica, ki jo vidite, je od Vlade Republike Slovenije iz časa Janševe vlade, lansko leto, ki so jo pripravljali za predstavitev, to je ena izmed 100 slajdov, samo tega sem dal ven, da vidite, do 2030, da 62% vsega budžeta iz Evropske unije in Slovenije gre v zdravstvo, se pravi v računalnike, v cepljenje in zato je taki holokaust zdravstveni, ker je toliko plačan. Najbogatejši zdaj so zdravniki. Groza.
Jaz sem tole videl, meni je bilo vse jasno. Če hočeš ugotoviti krivca, sledi denarju. Če hočeš ugotoviti primer, sledi denarju. In tukaj sledimo denarju. Prav? Glejte. In kdo narekuje vse to? Še en slajd je do konca, ja. Kdo narekuje vse to? Svetovna zdravstvena organizacija. Smo že rekli. In kaj je bistvo tega? Bistvo tega je, poglejte, zakon o nalezljivih boleznih, ki ga narekuje Svetovna zdravstvena organizacija, kako morajo kršiti človekove pravice. Jaz sem te zadeve že vse objavljal, zdaj 2 leti in pol. In tukaj, vsakdo ima pravico, tako kot piše na zaslonu, do varstva pred nalezljivimi boleznimi. Govorimo o pravicah. Vsakdo ima pravico, lahko bi zapisali človekova pravica, a ne, ker vsakdo je človek, a ne, se nanaša na človeka posredno. Obveznosti cepljenja pri nas izhaja iz skrbi za zdravje celotne družbe. Blazno skrbijo, smo videli po finančnih slikah. Zdaj pa z rdečim zapisano, zato morajo poskrbeti za epidemije in pandemije ter druge nesreče, da postanejo zakon za unificirano pravico do rednega cepljenja, kajti le tako nam lahko zagotovijo pravico do zdravja. Sicer pa, ali ni človekova pravica do zdravja naravna danost? Človekovo naravno pravo, naravna ustava. Hvala lepa za vašo pozornost, zato da ste vzdržali. In iščemo rešitve naprej. In se vidimo čez 15 minut. Hvala lepa.